Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, danes smo pripravili nekaj odlomkov besedil iz knjige Tretja predstava Blaža Lukana. Dramaturg, teatrolog, gledališki kritik in visokošolski predavatelj ter pesnik Blaž Lukan je tudi letošnji prejemnik Grün Filipičevega priznanja za dosežke v slovenski dramaturgiji, priznanja za življenjsko delo, ki ga bienalno podeljuje Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. V knjigi Tretja predstava s podnaslovom Eseji o drami, gledališču, plesu in drugih abstrakcijah so zbrana besedila, ki so bila po večini že objavljena v periodičnem tisku, revijah in gledaliških listih, vendar zbrana v eno ponujajo bolj kompleksen vpogled v Lukanovo teoretično analiziranje in končno sintezo misli in pogledov na posamezne gledališke fenomene. Med njimi danes posebej izpostavljamo performerja in igralca oziroma igralko, seveda v navezavi na izbrane predstave, fenomen predstave kot subjekta, ki želi nagovarjati in spregovarjati, ter nenazadnje razmišljanja o pisanju o gledališču kot fenomenu samem po sebi. Vabimo vas k poslušanju. Začenjamo z odlomkom iz poglavja Dve svobodi, v katerem Lukan piše o predstavi Generalka za generacijo v avtorstvu Bojana Jablanovca, Katarine Stegnar, Marka Mandiča in Gregorja Zorca. Kaj pa performerjeva svoboda? Na trenutke se zdijo performerji v Generalki ujeti v svojo predstavo, celo bolj kakor njihovi na stolih privezani in z eksplozivom opremljeni nadomestki, talci ali žrtve terorističnega napada. A čemu ne morejo pobegniti? Samim sebi, ujeti so v samopodobo, bolj kakor igralci, ki lažje razmejujejo svoje vloge od lastnih teles in karakterjev, pri tem jim je v bistveno pomoč že kostum. Performer je praviloma bolj enoten, nepodvojen, celosten, res med realnim in njegovo izvedbo, med življenjem in nastopom oziroma uprizoritvijo je pogosto neviden, v določenih primerih, pri nastopih avtentičnih, naturnih izvajalcev, pa ga celo ni. Performer je ujet v lastno osebstvo, ki ga multiplicira, razmnožuje in se pri tem ujame v serijo podvojitev, ki pomenijo njegovo izpraznjenje, ujetost v praznino označevalca, ki jo polni z novimi in novimi investicijami prezence, njene hipne energije. Performer se morda v resnici sploh ne podvaja, temveč je vsaka njegova prezenca nadomestna, nadomešča neko temeljno odsotnost, odsotnost oprijemališča, ki v nasprotju s prepričanjem ni lastni jaz, temveč drugi. Na podvojitev ali z drugimi besedami proces nadomeščanja, substitucije, performer najpogosteje reagira z verbalno drisko, z energetskim izbruhom in s telesnimi izločki. V izvoru vseh teh reakcij je stiska, ki dobesedno stiska govorilne organe, mišice, izločila, da proizvedejo višek, presežek. In to je nemara najmočnejši performativni presežek, ki ga proizvede performer, za razliko od igralca, ki proizvaja protetična telesa vlog. Performerji pa so ujeti tudi v brezizhodnost koncepta. Vztrajati v terorističnem dejanju do konca, ne glede na posledice, do končne eksplozije. Kljub videzu improvizacije je njihova funkcija vnaprej določena. Performans ima za razliko od happeninga natančnejši načrt in nalogo morajo performerji izpolniti. Performer je določen z nalogo, z navodili za uporabo, s predpisi in zakoni performativnega. In to mnogo bolj kakor igralec, ki lahko v navidezni ujetosti v vlogo manifestira večjo svobodo. Oznaka ni vrednostna. Med vlogo in nalogo na prvi pogled ni bistvene razlike, vendar se obe poti do cilja razlikujeta. Prva je vijugasta, druga premočrtna.
Prva je razvejana, druga enovita. Prva omogoča postanke in pomiritve, druga zahteva vztrajanje in napor. Kljub drugačnemu videzu, zaradi odsotnosti besedila, delo performerja ni niti malo lahko. Po teži je zlahka primerljivo z delom igralca, ki študira napisano vlogo. Primerljiva je tudi njuna svoboda. Gre za enakovreden angažma in težko bi rekli, kdo od njiju je bolj svoboden ali ujet. Lahko rečemo le, da sta oba ujeta v lastne zakone. V zakone teatralnega ali performativnega, igre in izvedbe, ki preprečujejo ekspanzijo njune dejanske ontologije. A neka svoboda vseeno obstaja. Svoboda participacije. Ne gledalčeve, temveč performerjeve lastne zavesti o udeleženosti, če ne že iniciativnosti dejanja, dogodka, bivanja, ki se odvija v gledališču med nastopom. Imeti v rokah trenutek ne gledalca, ne vloge, ne koncepta, ne nastopa kot takega, temveč hip, ki se prikotali kdo ve od kod in se zatakne v performerjevem telesu, da ta lahko z njim rokuje, manipulira, se poigrava, ga nevarno razteza in krči in navsezadnje prepusti isti praznini, iz katere je prišel. V tem je performerjeva svoboda. Njegova zaposlitev je v resnici čas, ne on sam, njegovo subjektivno in seveda ne vloga, predloga. Njegova naloga je proizvesti, omogočiti, vzdrževati čas izvedbe v njegovi maksimalni napetosti, prenesti ga v avditorij kot skupno izkustvo, skupno ontološko in spoznavno kategorijo, ustvariti pogoje za njegovo prezenco in njegov čim bolj neboleč odhod. V tem je v generalki najmočnejši Marko Mandić. Legitimira se kot proizvajalec trenutka, njegov angažirani vzdrževalec in navsezadnje njegov eksekutor, torej priča, celo soavtor njegovega izginotja. Skozi Mandića se generalka izkaže kot prelom, kot tista eksplozija, ki se v sami fikcijski narativni strukturi ne izvrši. Kot paradoksna svoboda v ujetosti, ki se daje v misel, absolutni prostor svobode. V poglavju Rojstvo igralke iz duha histerije Blaž Lukan razmišlja o uprizoritvi Marie Curie Hysterie, ki jo je uprizorila Tina Vrbnjak v sodelovanju z Evo Kraševec, Nino Šorak in drugimi. Skratka, lik, kakršen je Marie Curie v Histeriji v izvedbi Tine Vrbnjak in še vrsto drugih likov v performansu, dojemam kot del širše, v resnici neobstoječe celote. Ni celote, so samo deli razsuti tovor, ki pa kljub temu ohranja videz smisla. Kot gledalec se gibljem v svetu projekcij neobstoječih, a realno navzočih dogodkov, njihovih videzov, odrazov, pa sem pri tem vseeno popolnoma suveren v svoji percepciji, čeprav vanjo nisem povsem prepričan. Točneje, vem, kaj vidim, vendar vem tudi, da to ni vse, ker tega vsega nikjer ni. Sedim trdno v svojem sedežu, čeprav me nekaj iz njega odnaša. Neko hipno zaporedje zapeljuje moj pogled in mi vztrajno, čeprav v resnici brez upanja na uspeh, jemlje občutek stabilnosti. Sem del pokrajine, ki se pred mano vzpostavlja z občudovanja vredno zanesljivostjo, čeprav v resnici ne vem niti, ali sem še gledalec prisoten na gledališkem dogodku. Sem in nisem, torej sam sebi edina oporna točka, ki pa se mojemu pogledu vztrajno izmika. Tu je mogoče najti presežni mokomentarizem histerije.
Ob razmisleku o več predstavah, tako domačih kot tujih avtorjev in producentov, Blaž Lukan razmišlja o pisanju o gledališču. Kaj to vzbudi, kaj ga spodbudi, kako je mogoče arhivirati minljivost dogodka in kaj zapis sam lahko o njem pove. Poglavje je avtor naslovil Prva ali prava beseda. Kako sploh pisati o gledališču, na kaj se navezati? Preveč načelno vprašanje. Bolje, kaj me v določeni predstavi spodbudi k pisanju, k odzivu, k podaljšanju inspiracije, ki pride z odra, iz igralskega telesa, obraza, pogleda, v lastno misel, ki se potem realizira kot zapis na papirju. Pravzaprav nič mističnega, zgolj trenutek stika z nastopajočim, s tokom življenja, trenutek živosti predstave, lika, dejanja, reakcija na nekakšen utrip, puls odra, telesa, ki sproži do neke mere fizikalno ali kemično reakcijo, ta pa v odgovor najde besedo, prvo ali pravo besedo, kot nujno iztočnico za zapis. Tu ni velike filozofije. Delikatnejše je dejstvo, da je za registracijo tega srčnega pulza predstave ali vloge potrebna ustrezna občutljivost, kar ni vedno možno, pa tudi, da se moja senzibilnost sčasoma izčrpava. Ne gre za to, da bi potreboval vedno nove in močnejše provokacije, ki se navsezadnje v neki točki prav tako nehajo, izčrpajo. Gre bolj za vsebino. Pulziranje je namreč vedno tudi sporočanje, ne zgolj draženje erotičnega aparatusa. Tu tudi ne gre za to, da bi morali režiserji, igralci sporočati vedno nove in nove vsebine, biti nenehno inovativni. Gre za mojo sposobnost dekodiranja, za mojo primarno odzivnost, odprtost do dražljajev in prepustnost zanje z druge strani. In končno, ob vsem tem ne gre za to, da jemljem odgovornost za uspešnost komunikacije samo nase. Stvar je še bolj zapletena. Iz psihologije vemo, da učinkuje tisti dražljaj, ki prestopi neki prak. Ta prak se v času, sploh če ga gledalec obdeluje, spreminja, postavlja niže ali više, zato nas določeni dražljaji sčasoma ne vznemirijo več, postanemo neobčutljivi za nekoč močne provokacije in tudi same reakcije se spreminjajo. Situacijo, ko nas vznemiri praktično vse, tu puščam ob strani. Včasih me je lahko pretresel zgolj presenetljiv pogled igralke ali zaznamovana telesna drža igralca. Danes me denimo celo neposreden nagovor igralke ali dotik igralca lahko pusti hladnega. Bolj kot sama intenzivnost dražljaja, dotik, stisk, udarec in podobno v fizičnem smislu ali intenziteta igralčeve potopitve v lik v metafizičnem smislu, je pomembna, ponovno vsebina. Dokam igralčeva replika gib, gestus seže, česa se v svoji nenadzorovani igralski identifikaciji dotakne. Gre torej za spoznavni, celo ontološki problem, ne zgolj za problem estetike, forme, izraza, igralske artikulacije. S tem nočem predimenzionirati svoje sposobnosti vpogleda, vedenja ali znanja, saj ta izmenjava poteka močneje na intuitivni kakor na racionalni ravni. Pri tem pa, kar je morda paradoks, tudi ni nujno, da je globina igralčevega vpogleda v kakršnikoli relaciji z njegovo izvirnostjo, posebnostjo, neponovljivostjo izraza, forme, artikulacije. Ne, njegov estetski impuls je lahko tudi povsem preprost, že neštetokrat viden, zaznan, vendar v danem kontekstu in zaporedju, v dani situaciji edini možen, pravi, delujoč name. Tako je pred nami problem. Iskanje igralske specifike, radikalnosti, še ne videnosti, je pogosto zaman, če ne izvira iz analize, iz kreativne igre z razmerjem med globino in površino, iz ludičnih procedur premeščanja pogleda na objekt estetske obdelave po vertikalni in horizontalni ravnini in novega ovrednotenja njegovih sledi, iz novega branja ali razbiranja predloge in njene implementacije v neizbežno sedanjost. Ta problem ni nikdar do kraja rešljiv, saj ni predvidljiv in ga ni mogoče načrtovati.
Mogoče ga je sicer konceptualizirati, vendar kljub nadzoru ne tudi v popolnosti izvesti. In še tako jasna konceptualizacija in adekvatna izvedba ne zagotavljata učinka, ki je pogosto celo ravno nasproten od želenega. Moja neobčutljivost ali neodzivnost praviloma ni posledica dolgoletne izkušnje, ko sem vse že videl, prenasičenosti ali utrujenosti, temveč neprepustnosti mojega zaznavnega aparata, ki izkušnjo projicira neposredno na spoznavno-emotivni odzivni zaslon, kjer predstava iz realnosti dobi povsem novo obliko. Postane neka druga predstava, druga scena, kot se reče. Točneje, lahko sem neobčutljiv tudi zaradi občutka, da sem že vse videl. Vendar tak odziv privilegira moje lastno doživljanje in izkušnjo, previsoko ceni zalogo vtisov, ki jih najpogosteje niti nisem ustrezno predelal, pred izkušnjo nastopajočega in predstave kot take. Gledalec, ki ga nič ne more več presenetiti, je slab gledalec. Po drugi strani pa je podoben simptom nenehna gledalska vzhičenost, ki kaže na enako nezadostno reflektiranost in slabo povezanost z lastno gledalsko substanco. Ta se namreč formira ravno skozi gledanje, refleksijo, predelavo zaznanega in na ta način ustvarja tisti prak, o katerem je bil govor zgoraj. Hkrati je treba gledalčevo, mojo vzdraženost razmejiti, v njej namreč lahko definiram različne stopnje in faze doživetja. Na eni strani je zaznava, ki pusti zgolj šibko sled v zaznavnem aparatu, morda celo spomin, ki pa se slabo vtisne in ne spodbudi nobene reakcije. Na drugi strani je zaznava v celostnem smislu, kot detajl vloge, predstave, dogodka prevzame funkcijo celote in sproži celosten odziv, ki ga lahko posplošim ne samo na igralsko izvedbo ali režijo kot tako, temveč se vplete v moje razumevanje in dojemanje sveta. Vmes celo polje raznovrstnih možnosti, ko odzive sprožajo tudi povsem nepričakovani dražljaji, nenačrtovana dejanja, napake in spodrsljaji, oziroma načrtovana dejanja sprožajo povsem drugačne, celo nasprotne odzive. Občutek, da v tem polju ni pravil, pa je samo navidezen, saj bi natančna psihoanaliza pokazala in dokazala nujne povezave, a naj ta namig zadostuje. Tudi poglavje o naporu se ozira in nanaša na več predstav, ki si jih je avtor premislekov ogledal, vendar mu, kot zapiše v uvodu v omenjeno besedilo, v spominu ostajajo bolj kot slike, kakor cele predstave ali vloge. Nadaljuje takole. Mogoče pa je želja po celovitosti napačna, anahronizem, ki se napaja iz lažnih spominov na minulo, iz nostalgije po nikdar izgubljenem času, gledališču, saj ga v resnici nikdar ni bilo. Slike, ki v zavesti, predstavni zavesti, ki je šele v resnici tista prava predstava, morda sestavljajo tisto nikdar najdeno celost v realnosti? Ne, saj ne gre za paralelizem slik, temveč za njihovo zaporedje, konsekventnost, za izhajanje slike iz slike, prizora iz prizora, še več, za neki tretji prizor, tretjo sceno. Ta moja obsedenost s tretjim je zagotovo že dolgočasna, ki se dvigne iz vseh v neustavljivi predstavni tok povezanih slik, jih prekrije in si jih v popolni amneziji vira prilasti. Ta spontana apropriacija predstave o predstavi je nujna, a ne ravno pogosta. Dogodi se nepričakovano, včasih je nizanje slik dolgotrajno, včasih so slike samo fragmenti neke nadslike, ne predstave, temveč njenega podteksta, podpredstave, iskanja prizorov med prizori, njihovega razpiranja, razmikanja, iskanja njihove substance. Včasih pa je hipno in takrat se lahko ta hip, flash, neposredno transformira v tekst, v novo predstavo.
V sliki nujno igralec, performer, figura, gesta, zaustavljena dinamika odnosa, situacija. Šele v zaznavi igralca, še več njegovega izraza, morda njegovih oči, se zgodi prenos, transfer, možnost pretoka nečesa, kar mistika in naivna estetika imenujeta energija. Sam to razumem kot izmenjavo, ki, kar je zanimivo, poteka brez obojestranskega bližnjega stika, brez dotika, brez srečanja ali križanja pogledov. Gre pravzaprav za nemogoče srečanje dveh mimobežnic, od katerih prva, igralska, celo ni nujno usmerjena v prostor gledalca, ampak se ustavi nekje pred rampo, se ukrivlja v lasten prostor, uvija prostor v neko drugo dimenzijo, za katero ima gledalec samo občutek, da je njun skupni in realen. V resnici pa se v predstavi, v njenem prizoru, sliki srečata dva raznovrstna prostora, ki teoretično nikdar ne moreta priti na isto dogodkovno ravnino, čeprav se v recepcijski praksi nenehno srečujeta, podvajata, kolidirata in razhajata. Med obema poteka nekakšna parazitska izmenjava, ki pa ne izčrpava niti prve niti druge strani, temveč obema nekaj dodaja, participira v neko novo kategorijo skupne izkušnje, podobne erotični. Ni namreč slike v glavi brez erotične podpore, brez erotične navezave se slika ne ustali, ne zasidra v predstavnem aparatu in iz njega že v perceptivnem procesu izgine, zbledi. Seveda ni erotike brez želje, a ta želja je specifična. Ni poželenja po konkretnem objektu zaznave ali subjektu izrekanja, po konkretni igralki ali igralcu, po njunem, njenem ali njegovem fizičnem spolnem telesu, niti po estetskem telesu instaliranega objekta v performativni postavitvi dogodku. Gre bolj za željo po prisvojitvi skupne izkušnje, še več za plenjenje neke izkušnje, ki ne izvira iz lastne kreativne volje, temveč iz tuje, pa v estetskem oziroma performativnem procesu, v katerem ima gledalec enakovredno pozicijo z izvajalcem. Postaja skupna. Gre za željo po prisotnosti, po dejavnem sodelovanju v procesu, ki ga niti brez performerja, niti brez gledalca ne bi bilo. Gre za sokreiranje dogodka, ki pa kljub vsemu izvira iz performerja, njegove zaznave, refleksije, izvedbe, trenutka, ki pa v istem hipu postaja skupen z gledalčevim. Kljub vsemu torej gre za vdor, dobesedno za penetracijo v neko tujo, drugo intimo, ki se sicer prostovoljno daje v pogled, v rabo, v skrajnih primerih zlorabo gledalcu, ki v teh primerih dobi tudi drugo ime, za vtikanje ene subjektivnosti v drugo, ki je na ta način objektivizirana oziroma degradirana v objekt. Res, to gledalčevo prisvajanje ni tako nedolžno ali naivno. Gledalčev pogled, gesta, akcija, namreč predmet gledanja, sodelovanja, neskrupulozno použije, pogoltne v lastno željo, s tem pa ga tudi potlači v simptom. Gledanje predstave je vselej nasilno, kljub prepričanju o benigni izmenjavi, kreaciji, skupnosti in podobno. Gledalec predstavi jemlje, krade, od njenega telesa trga organe v erotični igri, ki ni več igra, temveč sadistični karneval, perverzna sadomazohistična orgija. In predstava? Ali v tem uživa in ali je taka, ne samo provocirati željo, temveč tudi participirati pri njeni realizaciji, celo njena intenca? Do neke mere že. Zato pa predstava potrebuje nenehno autorefleksijo, samozavest, zrelost. Morda se ravno v užitku gledalca skriva pravi užitek predstave, performerja. Seveda gre za izmenjavo dinamike med željo in užitkom, pa tudi za dinamiko nenehne sprotne regresije, odvzemanje tistega realnega, ki je pogoj za realizacijo želje, ali z drugimi besedami, za odvzemanje želje realnemu, ki ga na ta način kastrira in ironično pripravlja podlago za tisto, čemur od Aristotela naprej rečemo katarza.
Rekli bi lahko, da se med predstavo in gledalcem ne ustvarja identična skupnost, pa tudi izmenjava med obema ni identična ali enakovredna, tako tudi njuna želja ni skupna in, čeprav izvira iz erotičnega razmerja, niti ni hkratna, niti ne vzbuja enakopravnega nelagodja ali ugodja. Določena je z razliko, ki je substancialna za performans kot estetsko prakso, balansirajočo na pojavnem robu realnega. Spoštovani poslušalke in poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. V njej odlomki iz besedil Blaža Lukana, ki so poleg drugih zbrana v knjigi Tretja predstava, eseji o drami, gledališču, plesu in drugih abstrakcijah, ki je izšla pri knjižnici Mestnega gledališča ljubljanskega. Brala sta Ana Bohte in Aleksander Golja. Zvočno je oddajo oblikovala Klara Otorepec, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je Oder na voljo na naših spletnih straneh in med podcasti. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas do prihodnjega tedna prijazno pozdravljamo.